Nikoli ne bom zares videl, kdo sem. Mislim, da sem več ljudi hkrati. Da sem neko društvo, neka mafijska banda med sabo skregana, ki se tudi pobija med sabo, seveda v metaforičnem smislu. Ta moja notranja neusklajenost je včasih večja, včasih manjša, zdravim pa jo tako, da pišem o konfliktih, ki jih doživljam. Samo tako najdem začasno pomiritev. A kaj kmalu začnejo razbojniki v meni spet razgrajati in spet mora iz tega nastati roman ali drama. Moram jih spraviti iz sebe, na oder ali v knjigo. Literarno snovanje je zame idealna oblika sožitja med dvema vidikoma moje osebnosti. Med tistim, ki bi kar naprej nekam šel, se izpostavljal naključjem, nevarnostim, in tistim, ki bi ždel med štirimi stenami in čakal, da svet pride k njemu in potrka na vrata. Pisanje je edini način, da sem lahko oboje hkrati. Pisanje je zame nikoli dokončen, nikoli dokončan, redko popoln, zmeraj pa zadovoljiv in zadovoljujoč obred med tistim, ki bi, ter onim, ki ne bi. Med tistim, ki hoče, ter onim, ki si samo želi. Med tistim, ki so mu stvari jasne, ter onim, ki živi v popolni megli. Nekje na tej relaciji, pol jasna in pol v megli, so vrata, skozi katera skušam stopiti proč od sebe in bliže k sebi. Svet pred 20 leti se je zdel vsem veliko prijaznejši zaradi upanja, ki je vibriralo v zraku, zaradi naivne vere, da so vsi vidiki narodne samostojnosti lahko iz leta v leto samo še boljši, ugodnejši za vse, tudi za najmanj privilegirane člane nacionalne skupnosti. To upanje je ponotranjila tudi naša psiha in skladno z njim smo ravnali, pisali, se obnašali, načrtovali. Bilo je, kot da smo ujeti v čustvenem objemu nove ali prve ljubezni. V preteklih letih se je spremenilo skoraj vse, pa naj se še tako trudimo, da si tega ne bi priznali. Razmere v svetu, mi sami, naše dojemanje, naši značaji, družbene vezi, strpnost do šlamparij in nemoralnosti, stopnja korupcije, tudi intelektualne, pogosto nezavedne, vse je drugačno kot pred 2 desetletji. Skladno s tem smo drugačni mi in skladno s tem je drugačno naše pisanje. In skladno s tem je drugačna percepcija našega pisanja, ki je vse prepogosto osebna, zavistna, hujskaška, koruptivna, površna, neprofesionalna, poljubna, plagiatorska, neodgovorna, samopoveličevalna. S peščico izjem, ki so zaradi vse splošne teme morda svetlejše, kot bi se zdele med enako svetlimi. Nič spodbudnega torej, pa tudi nič, kar se ne bi zgodilo že 1000-krat v zgodovini. Iz sanj smo strmoglavili v resničnost.